Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski oddaji Bistriški tednik. Tokratna oddaja je nekoliko bolj kulinarično obarvana. V okviru vsakoletnega tradicionalnega vseslovenskega zajtrka smo obiskali malčke v vrtcu Otona Župančiča. V drugi osnovni šoli pa so se razveselili nove kuhinje. Učenci druge osnovne šole Slovenska Bistrica posneli videofilm na temo Dneva reformacije. Živa coprnija. Vseslovenski tradicionalni zajtrk. Otvoritev kuhinje na drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica. Predstavitev knjige Slovenska Bistrica z okolico v 18. stoletju. Učenci druge osnovne šole Slovenska Bistrica so na temo Dneva reformacije posneli nekajminutni videofilm. Za scenarij in režijo je poskrbela mentorica Darja Vtič. Snemanje in montaža pa sta bila v rokah učitelja Luke Husoja. A ti imaš to poključati tu? Mogoče pa lahko tako pridemo skozi. Meni ne gre. Pomoč. Ti pomagam. Primož Trubar? Ne. Mislim, da totega gospoda v našem bloku pa ni. Itak pa smo samo v vrtcu, ne vemo teh stvari. Primož Trubar je napisal prvo slovensko knjigo. Dan reformacije je praznik, da smo Slovenci dobili prvo knjigo. 31. oktobra obeležujemo dan protestantizma ali reformacije. To je obdobje, v katerem je Primož Trubar napisal prvi dve slovenski knjige. Trubarja poznamo po njegovi veliki ljubezni do svoje domovine in njenega jezika. Primož Trubar, mislim, da Primož Trubar, jaz ga ne poznam. Reformacija je, da se nekaj reformira. Reformacija pomeni, da nekaj spremeniš. Protestantizem je obdobje, v katerem smo Slovenci dobili prvo tiskano knjigo. Primož Trubar je imel brado in je bil pisatelj. O tem se bomo učili, ko bomo bili veliki. Oglej, kaj te snimajo? Gremo pogledat. Vprašanje, kdo je Trubar in kaj je reformacija, smo malo za šalo, malo za res zastavili učencem od 1. do 9. razreda. 31. oktober je praznik, s katerim obeležujemo spomin na Trubarja in reformacijo. Le najmlajši ne vedo, da je Primož Trubar mož, ki je pred skoraj 500 leti, leta 1550, napisal prvo slovensko knjigo, Katekizem. Nekoliko starejši učenci na šoli bi vam lahko povedali, da je istega leta izdal tudi svojo drugo knjigo z naslovom Abecednik. Najstarejši učenci na šoli bi vam lahko o Trubarju veliko povedali, saj se ravno sedaj o njem učijo pri slovenščini. To pogled kamera, je? Joj, samo malo. Za mami. Trubar je bil duhovnik, ki si je prizadeval, da bi svoje rojake, mlade in stare, učil krščanski veri. Za te namene je napisal številne knjige v slovenskem jeziku. Danes se nam to morda ne zdi nič takega. V tistem času knjig ni bilo v obilju, če pa so bile napisane v nemščini ali latinščini. Ker so naši predniki večinoma bili neuki, preprosti ljudje, ki niso znali tujih jezikov, je bila njegova odločitev učiti krščanskih naukov v materinem jeziku zelo modra in tudi pogumna. To je bilo namreč prepovedano.
ker so Trubar in mnogi drugi duhovniki protestirali v takratnim razmeram v cerkvi in danes rečemo protestanti. Obdobje, v katerem so živeli, pa protestanizem. Cerkve so želeli izboljšati, jih prenoviti. Učena beseda za to je reformirati. Zato obdobju rečemo tudi reformacija, protestantizem ali reformacija. Trubarjeva mati Jera je bila gospodinja, oče Miha pa mlinar, tesar in cerkveni ključar. Primož Trubar je od doma odšel v šole že pri 12 letih. Med študijem se je preživljal s petjem v cerkvenem zboru. Študij na Dunaju je moral predčasno zapustiti zaradi vdora Turkov. Svoje prve knjige ni podpisal s svojim pravim imenom in priimkom, temveč z vzdevkom Philopatridus Illyricus, kar pomeni rodoljub ilirski. Trubar je zato, da je ljudem dal knjigo in znanje, tvegal, da izgubi vse. Osebno svobodo, premoženje, dom in domovino. Trubar je bil begunec, pred oblastjo je bil večkrat primoran pobegniti v tujino. Bil je ugledan in izobražen mož, dopisoval si je z mnogimi veljaki iz različnih evropskih dežel, celo s kraljem Maksimilijanom. Primož Trubar je lahko vzor vsakomur od nas. Bil je pogumen, neuklonljiv, drzen, kljub ričem, ki so mu bili pogosto za petami. Je utemeljitelj slovenskega jezika in književnosti, zato ga nekateri imenujejo oče naroda. Wow, kako so pa oni pametni. Ja, sigurno so tako 9. ali pa 10. razred. Samo 9 razredov, ja. Upsi, moja napaka. 31. oktobra 1517, naš Primož je bil takrat star 9 let, je nemški duhovnik Martin Luther, začetnik reformacije, pribil na cerkvena vrata list s 95 tezami, kako je treba reformirati cerkev. Med drugim so zahtevali tudi, da duhovniki v cerkvah govorijo v nacionalnem jeziku. Na naših tleh, torej v slovenskem. V slovenskem jeziku naj se tudi bere, otroci pa naj hodijo v slovenske šole. Vedno bolj se zavedam, da ni samo po sebi umevno, da imamo Slovenci svojo državo, svojo kulturo, svoj jezik, da imamo knjižnice polne knjig. Neža, to je pa čisto res. Ko že omenjaš knjige, ker je reformacija tudi praznik knjige, smo učence naše šole prosili, da nam izdajo naslov svoje najljubše knjige. Seveda, pred nami so počitnice, čas za branje. Poglejmo si lestvico najljubših knjig naših učencev. Vabljeni, da katero od njih vzamete v roke tudi vi. Neža, kaj boš pa ti prebrala med počitnicami? Za začetek si bom sposedila tole knjigo, Harry Potter. Zdi se zanimiva, pa ti? Jaz si bo pa izposodil tole, Matilda. Veš, med počitnicami bom tudi jaz unesel še več reformacij v svoje življenje. O, kako pa? Delal bom na izboljšanju svojih mišic, športal s prijatelji in užival na soncu. Ja, bravo, vidim, da res razumeš, kaj pomeni beseda reformacija. Ampak tale naš Trubar mi pa res ne gre iz glave. Le kaj bi nam povedal, če bi prišel naš čas? Ja, dragi Nace, tega pa nikoli ne bomo izvedeli. Ljubi Nace in vsi drugi šolarji. Bodite dobro v tem cajti brez šole. Imate se na soncu igrati veselo in brez skrbi z brati in sestrami vašimi, ako vam jih je dal dobri Bog. Na bukvice se kaj spomnite, iz njih se lahko v kratkem cajtu mnogo naučite. Minecraft in druge igre v teh vaših čudnih, meni nerazumljivih škatlicah čim bolj na strani pustite.
in v svoje stariše upokajte. Vsem mir in v milost prosim, in da bi svojih šolmastrov preveč ne jezili, ko se vrnete nazaj v to šolo. Adijo, lepe počitnice! Oče Miha pa Mlinar. Oče Miha pa Mlinar, tesar in... Med študijem. In knjigo tvega vse. Rekla, da ni treba lista počasi, da zna. Ne, saj znam. Je utemeljitev? Utemeljitelj. Je utemeljitev slovenskega jezika? Ne, utemeljitelj. Utemeljitelj. Ja. Ja, bravo, vidim, da res razumem. Ker so naši predniki večinoma bili neuki, preprosti ljudje, ki niso... Vprašanjem, kdo je Trubar in kaj je reformacija, smo malo zašali. Festival Coprnija v živo, ki so ga pretekli konec tedna gostili v Lutkovnem gledališču Koruzno zrno, Domu svobode in po drugih lokacijah v Slovenski Bistrici, je dosegel svoj namen. V 3 dneh so si namreč različne prireditve ogledali številni obiskovalci vseh generacij. Organizatorji so festival pripravili v okviru projekta Živa Coprnija, Pohorja in Istre in ob robu tradicionalnega lutkovnega festivala Kornfest. Več o prireditvi je za Studio Bistrica povedala Jana Jeglič iz Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica. Te delavnice in lutkovne predstave ali pa vaje za te lutkovne predstave so potekale že v lanskem šolskem letu, pa tudi v letošnjem šolskem letu. Namreč odšli smo nekako tudi v šole, v osnovne šole, v srednje šole, tudi v vrtec in te predstave smo ponudili tudi njihovim lutkovnim in gledališkim skupinam oziroma tistim najmlajšim, kajti prav oni so tisti varuhi naše kulturne in sicer dediščine, ki jo bodo potem ponesli tudi naslednjim rodovom. In mladi so v preteklih mesecih ustvarjali ravno na podlagi teh zgodb, pripravili čudovite predstavice, ki so jih sedaj predstavili tudi na tem festivalu. No, moram pa reči, da so se poleg slovenskih predstavile tudi nemške gledališke in lutkovne skupine, namreč to je bil samo drugi del festivala. Prvi del je potekal v mesecu juliju v Pičnu, ob robu festivala Legendfest, ki tudi sicer poteka ob koncu meseca julija vsa leta v Pičnu. No, naš festival Coprnija v živo pa je potekal ob robu lutkovnega festivala Kornfest, ki pa, kot vemo, je vsako leto nekako v mesecu novembru oživi mesto na našem koncu, torej v Slovenski Bistrici. Tako da so se predstavile v 3 dnevih številne skupine, posamezniki, pripravili smo ustvarjalnice za najmlajše, pripravili smo tudi predstavitev knjige Živa Coprnija po poteh pripovednega izročila Pohorja in Istre. Namreč tudi ta je išla v okviru festivala, gre pa za kulturno-turistični vodnik, s pomočjo katerega lahko obiskovalci potujejo po vseh teh lokacijah. Poroka neba in zemlje. Tudi ko besede obmolknejo in se je zgodba morebiti že pozabila, zgodba, ki jo je nekoč davno med svojo dolgo selitvijo čez stepe in ravnice sem prineslo prvotno ljudstvo, je v prostoru še vedno nekaj ostalo neizbrisano. Ostala so imena, da se nikoli ne bi pozabilo, da so tukaj nekoč živeli bogovi. Slovansko ljudstvo, ki se je že pred tisočletjem ustavilo pred krasnimi obalami Jadrana ter se tam naselilo, je počasi pozabljalo zgodbo, ki je veke dolgo živela v njihovem izročilu. Ljudstvo je ob stiku z novimi zgodbami, ki so bile na videz močnejše, prepričljivejše in mehkeje zveneče, saj so obljubljale vero, upanje in predvsem ljubezen,
kmalu pričelo pozabljati na zvestobo zgodbam svojih prednikov. Izročilo, ki jih je povezovalo z začetkom in se je prenašalo skozi rodove, čeprav še nezapisano, pa vendar trdno naseljeno v jeziku, v rokah in v dušah, ki se ni izgubilo med stoletno selitvijo, se je tukaj, na toplih morskih obalah in globoko v notranjosti, pričelo topiti. Bogovi, zgodbe in imena so počasi tonili pod nanosi novih zgodb, tisto prvotno, kar je še ostalo v spominu od davno izgubljenega doma, pa je tonilo med usedlinami. Danes se oglaša samo med naplavinami, ki jih nanosi jezik. Zares so ostala samo imena, imena zapisana v pokrajino. Popotnik, ki se odpravi na potepanje po pusti in tihi, a lepi istrski pokrajini, bo morebiti še slišal davno pozabljeno, pa neizgubljeno legendo, ki je zaspala v spominu. Sem so jo prinesli popotniki, ki so se nekoč odpravili na dolgo potovanje brez vrnitve. Bogove, legende, verovanja, s katerimi so iskali smisel, so vpisali v imena krajev, gora in rek. In tam so ostala, ko se je ljudstvo že obrnilo k novemu Bogu. Predstavili smo tudi aplikacijo Živa Coprnija, tudi na tak način se da potovati. No, v nadaljevanju pa bodo seveda še pripravljeni, oziroma so že pripravljene tudi ture po poteh Žive Coprnije, po katerih bomo vodili tiste, ki bodo to želeli, od najmlajših pa vse ostale, tudi posameznikov ali pa skupine, torej v prihodnjih mesecih. Vsekakor je festival dosegal svoj namen, saj si je prireditve ogledalo zares lepo število obiskovalcev. Ja, moram povedati, da smo zelo zadovoljni z obiskom. Ne morem reči, da smo bili presenečeni, ampak kljub vsemu blizu 2150 obiskovalcev se je udeležilo tega festivala, različnih dogodkov, festivalskih dogodkov. Torej, poleg tega je potekala še tudi razstava, še zmeraj si jo lahko ogledate v knjižnici Josipa Vošnjaka, festivala ilustracij Tine Dobrajc, ki sicer krasijo knjigo Živa Coprnija. Ta bo na ogledu 13. decembra. No, poleg omenjenih lutkovnih in gledaliških predstav še ustvarjalnice in tudi predavanje, tako da veliko vsega je bilo in resnično smo zadovoljni z obiskom. Vsak tretji petek v mesecu novembru obeležujemo Dan hrane. V okviru te manifestacije poteka tudi tradicionalni vseslovenski zajtrk, ki je v znamenju domače, lokalno pridelane hrane. Praviloma se postreže z medom, mlekom, maslom, sadjem in še čim. Tokrat smo se s kamero pridružili županu, doktorju Ivanu Žagarju, in skupaj pozajtrkovali v vrtcu Otona Župančiča v Zidanškovi ter poklepetali še z gospo Petro Lozinšek, ki je v tej ustanovi zadolžena za vse v zvezi s prehrano. Moje mnenje je, da smo vedno bolj osveščeni, tudi glede na to, kar se oglašuje na televiziji, glede na to, kar se opaža v samem kraju, bom rekla tudi med otroci, ki so malo starejši od naših. Je pa seveda še vedno zaznati v supermarketih mogoče vpliv, čeprav tudi tja že prihaja slovenska hrana, domača hrana. Tu v vrtcu Otona Župančiča ste zadolženi za prehrano. Povejte nam, kako vi kot pristojna oseba upoštevate te smernice. Mi se trudimo že, bom rekla, skoraj 10 let za to lokalno hrano. Takrat so bili zametki, takrat smo v bistvu začeli, sploh smo imeli prvi sestanek z potencialnimi temi kandidati za, da bi vozili. Drugače pa od vsega začetka že izkoriščamo to, kar lahko gremo izven javnega razpisa. Seveda se je zdaj ta kvota povečala in mi jo čisto v celoti izkoristimo, tako da gledamo, da čim bližje iz naših občin, 4, kjer delujemo, naročamo hrano in pa tudi gremo malo širše, tako da vseeno gledamo, čim bolj stremimo, da je slovensko. Tudi, naprimer, danes imamo za malico krhlje iz Goriških Brd in pa tudi iz drugih koncev Slovenije, da je le slovensko. Zaupajte nam še to, kolikokrat je med na vaši domači mizi? Vsaki dan. Dejansko, če ni na mizi, je pa v čaju. V vseh enotah vrtca Otona Župančiča so otroci zapeli pesem Čebelar. V mojem srcu je
Na drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica so v petek, 15. novembra, namenu tudi uradno predali novo kuhinjo. Ker je prireditev potekala na dan slovenske hrane, ko po vrtcih in šolah pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk, so učenci in učenke šole kulturni program obarvali v znamenju zdrave prehrane. Več o novi kuhinji je povedala Sonja Arbajter, ravnateljica druge osnovne šole Slovenska Bistrica. Ta nova pridobitev je stala tam preko 500 000 evrov, tako da smo res zelo hvaležni pravzaprav lokalni, torej upravi občini, da nam je to omogočila. Seveda je zdaj veliko bolje, zaradi tega, ker hrane pač več ne vozimo. Veliko pomeni, da je hrana torej pripravljena tukaj, sveža in tako tudi postrežena. Tako tudi sicer samooskrbi in domači hrani vi namenjate veliko pozornosti, je tako? Vsekakor imamo šolski vrt, visoke grede, učenci lahko tam pridelujejo različne vrtnine, tudi zelišča in smo zelo veseli, kadar jih potem tudi uporabijo pri kuhanju v šolski kuhinji. Otvoritvene slovesnosti se je udeležil tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Mlada zgodovinarka Nina Pokeršnik je napisala znanstveno monografijo z naslovom Slovenska Bistrica z okolico v 18. stoletju, s katero dobiva občina zanesljiv vodnik po svoji preteklosti do konca 18. stoletja, ki ga bodo ob domačinih s pridom jemali v roke vsi, ki jih zanima krajevna zgodovina. Knjigo je predstavila v petek 15. novembra v Viteški dvorani Bistriškega gradu. Z avtorico se je pogovarjal Viktor Ajt, vodja vodniške službe pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. V jedru monografije sta prepis in analiza terezijanskega popisa iz leta 1754 za mesto Slovenska Bistrica, zemljiško gospodstvo Bistriški grad in za hiše podložne cerkvenim ustanovam v mestu. Toda omenjeno težišče je avtorica uspešno in temeljito vgradila v širši zgodovinski okvir. Na eni strani slednji zadeva slovenjebistriško preteklost, na drugi strani pa je uspela primerjava z drugimi mesti in gospostvi na Spodnjem Štajerskem. Avtorica je priložila tudi veliko slikovnega gradiva, da si bralci lažje predstavljajo čase, v katerih je govora. Izdelala je tudi nekaj zemljevidov, za katere je kot osnovo vzela jožefinske vojaške zemljevide. Ti jasno kažejo obstoj in velikost tedanjih naselij. Socialno strukturo podložnikov je razložila ob pomoči diagramov. V posebni prilogi pa so razglednice Slovenske Bistrice in njene okolice iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Časovno sicer ne sovpadajo z vsebino knjige, vendar se je Nini Pokeršnik zdelo smiselno, da lahko bralci primerjajo, kako je Slovenska Bistrica izgledala 150 let pozneje.
Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 11. do 18. novembra obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega eno veliko vlomno tatvino, 8 kaznivih dejanj tatvine, 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, 2 kaznivi dejanji zatajitve in eno drugo kaznivo dejanje. Cigonca. Neznani storilec je z gasilskega poligona odtujil več kosov različne gasilske opreme in s tem prostovoljno gasilsko društvo oškodoval za 900 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je z dvorišča avtoservisa odtujil več karoserij in s tem avtoservis oškodoval za 4000 evrov. Zgornja Polskava. Neznani storilec je v telovadnici iz garderobe izmaknil denarnico in lastnika oškodoval za 350 evrov. Neznani storilec je vlomil v garažo stanovanjske hiše in iz kovinske blagajne odtujil gotovino ter s tem lastnika oškodoval za 400 evrov. Policisti so bili obveščeni o 22 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 2 prometne nesreči, v kateri so se udeleženci lažje poškodovali, 5 prometnih nesreč z materialno škodo. V 9 primerih pa so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. Ob tem so v 6 primerih dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 7 povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga na okrajno sodišče v Mariboru. Začasno so odvzeli tudi 4 vozniška dovoljenja. Enemu vozniku so zaradi storitve hujšega prekrška zasegli osebno vozilo in s tem preprečili nadaljnjo kršitev cestno-prometnih predpisov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 4 intervencije, od tega 1 intervencijo v zasebnem prostoru ter 3 intervencije na javnem kraju. V 4 primerih so kršiteljem zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog. Prav tako so policisti obravnavali tudi samomor in nenadno smrt. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je tudi vse, kar smo za vas pripravili v tokratni tedenski informativni oddaji Bistriški tednik. Prijazen pozdrav in vse dobro do prihodnjič.